Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o posebni tehniki dihanja za učinkovito prizemljevanje oziroma sidranja, zavedanja v tem trenutku, v tej fizični realnosti. Dihanje se razlaga kot pomemben del raznih duhovnih praks, jogijskih in tantričnih metod, vendar se mu ne daje pravšnje vrednosti, je samo eno izmed številnih tehnik, ki se jih prakticira na tak ali drugačen način, samo za določen krajši čas skozi celoten dan. Pa vendar je dihanje veliko bolj pomembno, kajti ko smo pozorni na svoje dihanje, ko damo pozornost na svoje dihanje, takrat smo z zavedanjem v tem trenutku. Zavedamo se svojega fizičnega telesa. In naše fizično telo, ki je del tega fizičnega sveta, nam omogoča vso potrebno stabilnost, da se soočimo z kakršnimi koli življenjskimi težavami. Pozornost na dihanje nam omogoči psihično, mentalno, miselno stabilnost in na ta način lahko prebrodimo vse težave tega sveta. Glede teh dihalnih vaj ali metod pa obstaja seveda tudi več različnih tehnik, kako dihati, kako se čim bolj učinkovito prizemljiti. In metoda, ki jo bom danes razložil, se imenuje dihanje s štetjem do 4. Po angleško se temu reče 4 count breath. Zadeva je zelo enostavna in še posebej učinkovita, ko nam misli intenzivno jemljejo pozornost, torej ko smo v fazi zelo močnega razmišljanja in ne vemo, kako bi te misli zaustavili. Takrat enostavno uporabimo to metodo, ki gre takole. Začnemo vdihovati in med vdihovanjem štejemo do 4. Torej, da je od začetka, ko imamo pljuča prazna, do takrat, ko jih popolnoma napolnimo, da smo prešteli do 4. In potem zadržimo dih, se pravi, se zaustavimo za polnimi pljuči in zopet štejemo do 4 v enakem ritmu. Torej, da enako časa, kot smo porabili za to, da smo vdihnili, enako časa dih zadržimo. In potem izdihnemo in zopet med izdihovanjem štejemo do 4. Nato, ko smo popolnoma izpraznili pljuča, pa zopet počakamo z praznimi pljuči, dokler nismo prešteli do 4. In potem zopet začnemo vdihovati in štejemo do 4. Pa bom zdaj še to praktično demonstriral. Vdih. Torej, pomembno je, da smo v mislih pozorni na štetje,
da ne dopustimo, da bi katerakoli druga misel prevzela pozornost. In po nekaj minutah takega dihanja se lahko izjemno umirimo in potem nadaljujemo z svojimi načrti oziroma dnevnimi obveznostmi. Toliko glede tega. Če želite še kaj več izvedeti o drugih tehnikah stabiliziranja uma oziroma kako se soočiti z trdovratnimi miselnimi vzorci, ki nam kar naprej jemljejo pozornost, potem me lahko kontaktirate na spletnih socialnih omrežjih. Moje ime je Valentin Rozman in vabljeni, da se pridružite skupini Destiny Slovenija oziroma Facebook skupini Praktično ustvarjanje raja na zemlji. Hvala za posluh in nasvidenje.